Kjera dobra ideja, fakt, ne tista taka legenda, hvala se vem. Leto korone in samih problemov. Ampak vseeno smo si sposodili vodnega skutera za en dan. Malo smo se vozili na prikolic. Malo smo uživali, malo smo se vozili po vodi, malo smo divjali, malo nas je vrglo. Me je vrglo. Jaz sem ustvaril eno umetnost sredi morja in me kar lepo skipali prek balance v vodo. Kaj se dogaja? Dajmo pogledati. Splavam iz vode nazaj na vodnega skutera. Odločim se, da za to rundo sem naredil svoje in se vrnem na obalo. Dam dol jopič in opazim sledeče. Ok, moram priznati, da je bilo malo creepy. Malo me je bolelo, ampak ne toliko zelo. To je zato, ker sem bil v šoku in pod adrenalinom. K meni je prišel kolega in rekel, stari, tole je pa ključnica zlomana skoraj sigurno. In ker je nedolgo nazaj en sodelavec imel identično poškodbo, sem bil, ok, zdaj smo pa tam. Ko sem se malo ohladil, se je v bistvu razbolel in je začel še malo bolj boleti. No, na srečo je bila tam na tem pomolu ena medicinska sestra. V bistvu je zelo hitro ocenila, pogledala, rekla je, ne naredim par gibov, naredil sem gib gor, sem naprej gor in pač je bolel, ampak ne toliko zelo. Rekla je, da če bi bilo karkoli zlomen tega giba, ne po lifeu naredil. Tako da, dobro, sem odnesel. Dajmo zdaj pogledati, zakaj je do tega prišel. Kaj se je dogajalo, ni mi dal mera. Nisem zapel čez balanco, ampak pazi to. Zadel sem v špegu vodnega skutera. Ponavljam, v špegu vodnega skuterja. Na počasnem posnetki ali pa na slikcah se to zelo, zelo, zelo lepo vidi. Se pravi, ne balanca, ampak špego. Špego. Kaj sem lahko špego zadev? Špego se ni zlomil, špego je ostal cel. No, na srečo tudi moja rama je ostala cela. Ja, in pol mi ni dal mera. Špego. Zakaj imajo vodni skuterji špego? Zakaj špego? Estetsko ali kaj? Ali je špego mišljen zato, da boš ti špegle dejansko gledal? Na vodnem skuterju gledal špegle. To se pravi, pogledam lev špego, tam odzad je ena jadrnica, ki gre v to smer, približno 30-40 metrov odzadje, ampak pazi, z desne strani gre pa en gumenjak, ta je pa malo bližje, pa je ne 15 metrov. Mislim, na jetu se itak obrneš takole. Druga stvar, ti moraš glavo premikati, ti moraš gledati zato, da imaš tisti feeling, koliko je nekdo stran, pa koliko hiter gre. Da lahko ti oceniš, sem srečen, bo prekrižal linijo ali pa ne, bo prešel ali pa ne, bom jaz hitrej, gre ful počasnej. Zato itak špego, ne vem, kaj bi tam delal. In ker mi to ni dal meram, sem se odločil, da bom napisal tej firmi, katerega jet je bil tudi sposojen, zakaj imajo vodni skuterji špegle. In odgovor je bil presenetljiv. Mislim, najprej je bil ignor, ker so mislili, da sem malo norca delati. Ampak potem sem pa dobil odgovor. In sicer odgovor je bil, da so v bistvu ogledala gor, ko ti nekoga vlečeš za sabo na tubi, na smučkah, na wakeu, karkoli, v bistvu, da ne gledaš skozi nazaj, a še stoji ali je že padel, ker pa v bistvu gledaš bolj nazaj kot naprej, kar spet ni dobro. Iz tega razloga so špegli. Se pravi, ti pogledaš desno špego, še stoji v zadnji, greš za voj v levo, ok, še stoji na vod, še smuča, še wakea, še na tubi, vse ok. Zato, kar se rame tiče, res je, na srečo ni bilo nič zlomen, vseeno sem šel še na en preventivni pregled.
En teden kasneje sem imel malo modrega, malo zelenega, malo Maurice tako le dol porabi. Ampak zdaj 14 dni kasneje pa že all good. Lahko že vse dela. A se spomniš, ko sem rekel, da sem nekaj ustvaril sred morja? Kva sem jaz tam hudiča delal? Divjak pa, a nisi ti si že dostkrat sposodil te vodne skuterje, pa valjda bi mogel znati peljati, kva si to delal? Pazi to, pisal sem svoj priimek. Dobro se sliši, ne? Ja, svoj priimek. Imel sem gor uro, navigacijo, sport tracker, aplikacije, Strava in podobne zadeve. In pol pazi to. Odločil sem se, da z vodnim skuterjem na morju napisal svoj priimek. Kjera dobra ideja, fakt, ne tista taka legenda, hvala se vem. In začel sem delati D. Ok, D je malo čudn zgled, ampak preprost. Naprej veliki lok v krog. Ta lok je bil, mogel bi biti še večji, ampak ok. I, simple, premaknil sem se gor, zastoval sem se tu brat in nazaj dol. In pol je prišel na vrsto V. Ok, začel sem v konici V-ja, šel sem na levo stran črke V do konca. In kaj sem pol mogel gledati? Mogel sem gledati, kje sem prej I končal, da bojo črke približno enako velike, logično. Mogel sem pa tudi vedeti, kje sem V začel delati, da bom ga tam tudi zaključil, da bo črka sinhrona, ne? In pol se je začel, se pravi. Gledam V, kje ga začnem delati. Gledam, zdaj ga bom počasi zaključil, namotam balanco v desno, pritisnem gas, gledam, kje sem I zaključil, pride val strani, moja teža na levi strani jeta, ker sem gledal, kje je tisti I bil, balanca že v krog, gas pritisnem, val strani. Guess what can happen? In to je bilo to, kar se tega tiče. No, valjda sem pol probal še enkrat. In moram reči, da druga runda je šla dosti boljš. Bil sem bolj odločen, primarno pa bolj ko velikost črk sem rekel, ne bo nekaj drugega. Primarno bo to, da se bom jaz sinhrono nagibal smerjo gibanja. Se pravi, če delam v vinku desno, teža desno, če grem v vinku levo, teža v levo, če ga hočem na hitro zasunken, teža naprej. Če hočem pa, da skočim iz vode, pa teža nazaj, da ga lažje namotam. Tako da ja, to je bilo to. Na konc, sončen zahod, ni več čovnov, tam na odprtem morju, ti vrtiš, skačeš čez valove, tišiš, sam sebi delaš vale. Divjak mislim, da si napako naredil, ker tole je brutalno,